Meni se zdi, da je ta iniciativa Popotovanje po Arte Utile zelo zanimiva za umetnika, kot sem jaz. Zato, ker mene tudi zanimajo družbeno angažirane teme in mislim, da je to glavna. Jaz sem to prepoznala v Arte Utile kot glaven magnet za mene. In v bistvu ta format, da je to rezidenca in da je povezana še z razstavo, se mi zdi fajn format, zato ker mislim, seveda idealno bi bilo, da ti mogoče na razstavi ustvariš nekaj novega povezanega s tem tvojim raziskavo, ampak včasih pa tudi najdeš dela, ki jih imaš. Tako kot smo, na primer, jaz mislim, najdeli zdaj neko povezovalno temo čebele oziroma ekologija, ki se lepo navezuje na delo Pina Podžija in v bistvu se zna iz tega tudi. Jaz si predstavljam, da bom tudi razvila te tekste, ki jih sem, o katerih govorimo in bi to, v to knjigico dala tudi v povezavi s tem projektom nekako. Ko prebereš ta manifest, ki je bil revolucionaren v onem času in še zdaj je aktualen, se mi zdi, da vsak umetnik je kaj najdel. Mogoče se mi zdi, da je par umetnikov teh dosedanjih popotnikov že najdel neko skupno točko, mogoče v tej metodi dela, ki je metoda z javnostjo. Jaz imam tudi sama to prisotno svoje delo, ampak nisem šla za tem, ampak se mi zdi, da je zelo zanimivo izpostaviti tudi to Podžijevo vizijo prihodnosti, ki že takrat opozarja na problem izkoriščanja okolja, problem prenaseljenosti in razmisleka, kako bomo živeli v prihodnosti, in to tudi mene zdaj v mojih delih že vrsto let zanima. Velikokrat me vprašajo, kaj umetnost danes je, neko težko vprašanje, kaj je sploh umetnost, in jaz mislim, da ima umetnost veliko obrazov, ampak da vse nas popotnike Arte Utile po moje zanima umetnost, ki verjame v to, da se lahko spremenimo kot posamezniki in tudi kot družba, in da je v bistvu umetnost lahko generator, vsaj nek iniciator enih pobud, ki se mogoče potem prerastejo v neke večja gibanja.